V mislih skočimo v leto 2045. Dubaj. Ampak ne tak, kot ga poznamo. Predstavljate si, da ni več samo mesto nebotičnikov, ampak dom nečesa, kar dobesedno kljubuje gravitaciji. Imenuje se Skyforge. In ja, to je resnično neverjetna vizija prihodnosti. Poglejmo skupaj, kaj se skriva za tem imenom. In to je vprašanje, okoli katerega se vse vrti. Resno, pozabimo za trenutek na klasične pisarne, steklene stolpnice, vse to. Kaj, če bi najbolj kreativni umi na svetu delali? No, dobesedno v oblakih. Sliši se noro, kaj ne? Poglejmo, kako drzen je ta koncept v resnici. In evo, prva podrobnost, ki vzame sapo. 50 metrov. Ampak to ni višina neke stolpnice, ne. Govorimo o ogromnem, masivnem kampusu, ki lebdi kar tako 50 metrov nad tlemi Dubaja. Brez kakršnihkoli vidnih stebrov, nobene podpore, čista znanstvena fantastika, ki jo v zraku držijo napredna elektromagnetna polja in protigravitacijski stabilizatorji. Neverjetno. Torej, dobrodošli v Skyforge. To ni kar nek center, to je največji in absolutno najnaprednejši center za razvoj videoiger na svetu. Predstavljajte si ga kot nekakšen ogromen lebdeč otok, ki kar žari od neonskih luči in holografskih projekcij iger, ki nastajajo tam notri. No, postopimo in si poglejmo to čudo od blizu. Prav, zdaj pa poglejmo, kako je vse skupaj zgrajeno. Skyforge namreč ni samo ena zgradba. O ne, sestavljen je iz šestih med seboj povezanih otokov. In vsak od teh otokov ima svojo točno določeno edinstveno funkcijo. Vsi skupaj pa tvorijo popoln ekosistem, narejen samo za eno stvar – maksimalno ustvarjalnost. Gremo po vrsti. Evo, tole je naš zemljevid. Začnemo v samem srcu dogajanja, v jedru ustvarjalcev, tam, kjer delo res ne pozna meja. Potem pa skok v ekstremne testne arene, sledi iskanje navdiha v kupoli navdiha, pa malo sprostitve v areni za igro. Seveda bomo pokukali tudi v laboratorije, kjer se, tam se kuje prihodnost. In za konec pogledali si bomo, kako se v tem norem okolju sploh živi. V redu, gremo noter. Vstopamo v osrednji otok, Creator's Core, ali jedro ustvarjalcev. In tukaj je koncept dela, kot ga poznamo, popolnoma postavljen na glavo. Res, tole ni podobno nobeni pisarni, ki si jo lahko zamislite. Samo poglejte tole primerjavo. Levo, delo danes, mize, stoli, tipkovnice, desno, delo Skyforgeu, lebdeči kokoni, nevromesniki. To ni samo posodobitev, ne, to je totalna revolucija delovnega procesa. Sestanki? Pozabite, tukaj se misli neposredno pretvarjajo v kodo. Torej, kaj točno je ta Creator's Cocoon? No, to ni samo nek udoben stol, daleč od tega. To je lebdeča kapsula, ki se razvijalcu popolnoma ergonomsko prilagodi. In potem je tu še ogromen 32K holografski zaslon, ki se ga upravlja samo z gibi rok in oči, brez miške, brez tipkovnice. To omogoča stanje totalne zbranosti, brez ene same fizične ovire. In zdaj pridemo do bistva, ključna točka. S pomočjo naprednih možganskih vmesnikov se kode sploh ne tipka več. Razvijalci jo preprosto zamislijo, dobesedno. Ideje se iz misli neposredno pretvorijo v delujočo kodo. To je vrhunec ustvarjalne učinkovitosti. Seveda, tako napredna programska oprema rabi tudi noro dobro strojno opremo. Logično, ne? Zato se zdaj iz jedra ustvarjalcev selimo naprej, gremo v laboratorije in testne arene, v tehnološko srce celega kampusa, tja, kjer se rojevajo nove realnosti. Testiranje v Skyforgeu, to je poglavje zase. Ni tako, kot si predstavljamo. Ne, tukaj se iger ne samo igra, tukaj se jih fizično doživi in to v ekstremnih okoljih. Zakaj? Da se doseže absolutno popoln realizem in potopitev v igralno izkušnjo. Poglejmo si samo nekaj primerov, da dobimo občutek. Imajo komoro, ki je popolnoma pod vodo, za testiranje podvodnih mehanik. Imajo simulator prostega pada za igre, ki se dogajajo v breztežnosti. Potem je tu soba ohlajena na -40 stopinj Celzija za preizkušanje preživetvenih iger. Vrhunec vsega, VR komara brez ene same milisekunde zamika, s haptično obleko za celo telo, kjer se občuti čisto vsak udarec, vsaka kaplja dežja. Stopnja podrobnosti je res neverjetna. V laboratorijih so razvili tako imenovani pogon za vonjave. Ta zadeva lahko ustvari 400 000 različnih arom, samo zamislite si to. V igri ne samo, da vidiš dež v nekem cyberpunk mestu, ampak ga tudi vonjaš.
Ali pa na drugi strani spektra, vonj po truhnečem mesu v grozljivki. To popolnoma spremeni igro. In če to ni dovolj, je tu še haptični veter. In pazite, ne gre samo za to, da nekaj piha. O ne, ta tehnologija omogoča, da se na koži občuti specifična tekstura vetra. Torej, ali je to suh, puščavski veter ali vlažna tropska sapa. Stopnja potopitve v igro nepredstavljiva. Ampak verjetno najbolj revolucionarna tehnologija od vseh je pogon za čustva. Pomislite, gre za umetno inteligenco, ki v realnem času bere čustva igralca. Strah, veselje, jezo, karkoli. In potem igro, zgodbo, dogajanje dinamično prilagaja tem čustvam. Kaj to pomeni? Da nobeni dve igralni izkušnji nista enaki. Nikoli. Vsaka igra postane popolnoma edinstveno osebno potovanje. Seveda, vsa ta intenzivna tehnologija, vse to delo, to zahteva neko protiutež, kajne? Zato se zdaj premikamo na otoke, ki so namenjeni točno temu, sprostitvi, igri in, ja, iskanju tistih norih, genialnih idej, ki potem spreminjajo svet. In prvi tak prostor je kupola navdiha. Predstavljajte si ogromen prostor, brez pravil, brez miz, brez stolov, samo viseče mreže, lebdeči naslanjači, umetni slapovi, na stropu pa projekcija zvezdnega neba, ki spreminja barve glede na kolektivno razpoloženje vseh v prostoru. In prav tukaj, v tej popolni sproščenosti, so se rodile ideje, kot je igranje iger v lastnih sanjah, noro. Potem pa je tu arena za igro, in to je čisto nasprotje. To je prostor za visokooktansko sprostitev, 10 vrhunskih dirkalnih simulatorjev, arkadna soba polna originalnih avtomatov iz 80-ih, celo virtualna soba za besnenje, kjer se lahko sprosti ves stres. In seveda Skybar, s prozornimi tlemi, kjer se pije pijača in gleda promet 50 metrov pod sabo. Uf. In tukaj moramo nekaj razumeti. Skyforge ni samo delovno mesto. Sploh ne. To je popolnoma samozadosten ekosistem. 800 najboljših, najbolj briljantnih umov na svetu tukaj živi, diha in ustvarja. 24/7. Meja med delom in življenjem tukaj je praktično ni. Vse, ampak res, vse je podrejeno ustvarjalnemu procesu. Kako izgleda to v praksi? No, poglejmo. Spijo v posebnih kapsulah, ki jim snemajo sanje. In te sanje se lahko kasneje spremenijo v ideje za igre. Hrano jim natisne 3D tiskalnik. In to ne kar neke hrane. Natisne jim molekularno hrano, ki ima okus po njihovem najljubšem spominu. In sestanki. Z direktorjem imajo vsak dan samo 1-minutni sink. Minuta. To je vse. In kdo vse to vodi? To nas pripelje do šefa. Celoten kampus vodi 29-letni genij, ki je trdno prepričan, da so dolgi dnevni sestanki popolna izguba časa. In očitno ima prav. V tako hitrem okolju je 1-minutni jutranji pregled očitno vse, kar je potrebno, da so vsi na isti valovni dolžini. Tako da na koncu pridemo do spoznanja, da Skyforge ni samo zgradba, niti podjetje, je nekakšen manifest, izziv. In vstopnica za vstop v ta svet, to ni denar, niso izkušnje, je ena sama preprosta stvar. Ideja. Ideja, ki lahko spremeni svet. To je edino merilo, ki šteje. In s tem vprašanjem pravzaprav zaključujemo. Skyforge na koncu postavlja vprašanje, ki je relevantno za vse nas. Ko so meje med realnim in virtualnim popolnoma zabrisane in je edina omejitev, ki jo imamo, naša lastna domišljija, kaj je tista naslednja velika ideja, tista, ki samo čaka, da jo nekdo uresniči?